Lepo pozdravljeni. V Loškem muzeju Škofja Loka hranimo kar 4 zlate oltarje, ki so nastali v baroku. Kot najstarejši je nastal oltar svete Ane, in sicer že leta 1628. Najmlajši med njimi je oltar svetega Antona s datacijo 1689. Glavni oltar je posvečen sveti Luciji in je tudi najvišji med vsemi 4 oltarji. V višino meri kar 6 metrov. Vsi 4 oltarji so izdelani iz lesa, ravno zaradi obilja pozlate pa so dobili svoje tipično ime zlati oltarji. Oltarji so bili prvotno postavljeni v cerkvi svete Lucije v Dražgošah vse do leta 1942. Tega leta so namreč nemški okupatorji popolnoma razdejali in požgali vas Dražgoše, podobna usoda pa je čakala tudi cerkev svete Lucije. Na srečo je uspelo takratnim članom muzejskega društva Škofja Loka oltarje rešiti in jih popolnoma razstavljene prepeljati v kapucinski samostan Škofja Loka. Tam so ostali vse do konca vojne. Leta 1946 so jih premestili v Puštaljski dvorec, kjer so ostali naslednje desetletje. Od leta 1959 se nahajajo na današnji lokaciji, in sicer v grajski kapeli Loškega muzeja. Stilno gledano so oltarji delo različnih rok, predvidevamo, da so nastajali kar v 3 delavnicah v Ljubljani in na Loškem. Najstarejši oltar svete Ane kaže renesančne korenine, a je žal njegova prezenca najskromnejša, saj so bili med vojno kipi odtujeni. Na glavnem oltarju svete Lucije sta postavljeni kipi v baroku priljubljenih svetnic. To sta ob sveti Luciji še sveta Katarina in sveta Barbara. V niši tega glavnega oltarja imamo tudi zelo zanimive detajle, in sicer kipce moških in žensk, ki jih je domnevno sveta Lucija ozdravila slepote. Ravno zaradi teh domnevnih čudodelnosti je postala cerkev svete Lucije v Dražgošah zelo priljubljen baročni romarski kraj. Vsi 4 oltarji so okrašeni s puti, ti so pa zagotovo najzanimivejši na oltarju svetega Antona, kjer mali glasbeniki tvorijo kar cel nebeški orkester. Igrajo na lire, činele, fanfare in violine. Tudi na oltarju svetega Ingenuina v tem trenutku manjkajo kipi, saj so v procesu restavriranja. Junija jih bomo predstavili v Narodnem muzeju Ljubljana ob 200. jubileju ustanovitve prvega deželnega muzeja za Kranjsko.